Reprezentanco do 21 let te dni čaka nadaljevanje kvalifikacij za Evropsko prvenstvo. Fantje se zavedajo, kaj je bilo doslej dobrega in kako morajo nadaljevati kvalifikacijski ciklus. Prihajamo iz zadnje tekme proti Finski, kjer bi zaslužili sigurno več, kot smo odnesli. Zadovoljni smo zmago v Litvi, vendar s porazom na Finskem nismo prepričali sami sebe, bili smo zmožni zmage, samo nam ni uspelo. Časa za analizo tekem iz preteklosti ni veliko, tudi izgubljenih točk se ne da priklicati nazaj, zato so reprezentanti povsem osredotočeni na prihajajoči tekmi. Ve se, kaj želijo iztržiti. Malta je sigurno ni slaba ekipa, ampak mislim, da smo v teh dveh tekmah proti Litvi in Finski dokazali, da imamo neko svojo igro, manjka nam samo zaključek. Če bomo zabili, mislim, da lahko odnesemo dober rezultat tudi z Malte. Pričakujemo zmago, mislim, želimo si zmagati. In kako doseči zastavljene cilje? Moramo pač izkoristiti priložnosti, ki si jih priborimo. Nasprotnika, ki jih čaka 1. septembra, so že spoznali, tako že vedo, na kaj je potrebno biti pozoren in kako ustaviti Maltežane. Imajo predvsem hitre igralce na bokih, tako da nima neke igre, imajo bolj dolge žoge in tiste proti napade, tako da moče tu biti malo bolj pozorni. Mislim, da so kar vse ekipe solidne v tej skupini, seveda pa verjetno sta Ukrajina pa Švedska med boljšimi. Čeprav Slovenija morda ni v krogu ožjih favoritov, pa tako velja tudi v drugih selekcijah, kjer pa so si fantje že priborili nastop na evropskem oziroma svetovnem prvenstvu. Seveda bi vsi najraje videli, da bi bili prvi. Upamo, da nam bo to uspelo. Glavni cilj je uvrstitev na evropsko prvenstvo. Za uresničitev bodo potrebovali še nekaj zmag, malce sreče in dolgo ter zdravo klop. Izkušenj in znanja ima reprezentanca, katere jedro se v preteklosti že kvalificiralo na evropsko prvenstvo, dovolj. Potrebno jih bo samo izkoristiti sebi v prid.